Zelo radi pogledujemo in se primerjamo z družbo preko oceana. Pa se tam res sedi med in mleko? Pogled na ameriške kmete nam bo predstavila doktorica Duška Knežević-Hočevar, ki je antropologinja in raziskovalka na Družbeno-medicinskem inštitutu Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Doktorica Duška, z zanimanjem vam predajam besedo. Bo šlo? Sem lahko tukaj? Me slišite? Pozdravljeni vsi skupaj, dragi mlade prevzemnice in prevzemniki. Ta moja opažanja z raziskovalnega gostovanja v ZDA so namenjena vam. Torej, raziskovalno gostovanje v ZDA mora biti podloženo z določenimi projekti. Torej, najprej sem mogla prijaviti, 6 let sem vzpostavljala stike z institucijami v ZDA, z raziskovalnimi institucijami, ampak veste, kako je v Ameriki, ne? Če tebe zanima nek projekt, če tebe zanimajo neke raziskave, ti raziskovalci na drugi strani rečejo, imaš projekt, imaš finance, kako boš prišla sem, ne? Tako da tudi moje gostovanje je bilo podloženo z bilateralnim znanstveno-raziskovalnim sodelovanjem, s projektom, ki ima naslov Upravljanje z družbenimi pritiski in osebnimi stiskami na družinskih kmetijah. Zato pa, da smo dobila ta projekt, ki sva ga obe s kolegico s tujine prijavljali, sem morala imeti nacionalni temeljni projekt in pa biti članica nacionalne raziskovalne skupine. Torej pot, da gre raziskovalec v ZDA, ni enostavna. Kam sem šla? Torej, v okviru teh bilateralnih sodelovanj greste lahko na univerzo, lahko greste na raziskovalno institucijo ali pa na neko razvojno agencijo ali pa center. Jaz sem se odločila, da grem na Center za varnost in zdravje v kmetijstvu v zvezni državi Iowa. Ta center ima kratico iCache, mladi ste zelo spretni, hitro lahko zgooglate in boste videli, s čim vse se ta center ukvarja. Kaj smo želeli s tem bilateralnim sodelovanjem doseči? Ameriški in slovenski raziskovalci smo želeli premisliti in se ne samo pogovoriti, ampak tudi raziskovalno utemeljiti, katere so podobnosti oziroma razlike odzivov na univerzalen globalen pojav, ki mu mi rečemo v raziskavah stres v kmetovanju. To je farming stress. Ta pojav najdete od Afrike, Azije, Amerike, Avstralije, Slovenije, verjetno Slovenija ni izjema, čeprav v primerjavi z ameriškimi centri nimamo takih podatkov, kot jih imajo oni. Zakaj imajo take podatke? Verjetno veste, da v 80-ih letih je prišlo do tako imenovane velike krize v kmetijstvu, ki je žal imela za rezultat ogromno število smrti zaradi samomorov, ker so kmetje po tekočem traku bankrotirali zaradi hladne vojne, zaradi izgube tržišč na Kitajskem zlasti in seveda to je na nek način spodbudilo tudi federalno vlado, da je te programe pomoči, psihološke pomoči kmetom federalno financirala. O tem nekoliko več kasneje. Torej, tudi pogovarjali smo se o tem, če bi lahko te prakse, ki jih oni izvajajo že 40 let, prenesli recimo v Slovenijo. Kakšne so pasti takega prenosa? Saj veste, ne morete kar neke prakse prenesti iz ene države v drugo, še zlasti, ko gre za ZDA, ko gre za specifično kmetovanje, ki ni tako kot v Evropi, da ne rečem v Sloveniji. Torej, šla sem v tujino 15. septembra, vrnila sem se pa 16. decembra leta 2022, tam sem bila 3 mesece, to so bili izjemno intenzivni 3 meseci. Moja gostiteljica mi je naredila tak itinerarij, ki bi ga jaz recimo v Sloveniji izvajala pol, če ne celo 1 leto. Ampak v Ameriki se veste, produktivnost, tekmovalnost, to je vrednota in tukaj, tudi če prideš tja kot raziskovalec, ti rečejo, super, da si prišla, maksimalno potegni iz tega našega sodelovanja, kolikor lahko, ampak to je dobesedno vzela. Kam sem šla? Kot sem rekla, v zvezno državo Iowa,
ki je obkrožena, pa ne samo tja, šla sem še v 3 sosednje države, in sicer na 3 sestrske centre za varnost in zdravje v kmetijstvu, in sicer najprej v Omahu, državo Nebraska, ki je levo od Iove, potem pa še gor v Wisconsin, v Marshfield, in pa v Minneapolis, v državo Minnesota. Tukaj vidite en tak zemljevid, jaz temu rečem kmetijski zemljevid, in kaj vam pade najprej v oči, da so te države, da v teh državah je monokultura, se pravi, jaz sem bila zelo presenečena, ko sem vprašala v tem centru, s čim vse se kmetje v Iowi ukvarjajo, so rekli, ja, s koruzo, sojo in prašiči. A ne? Sem kako s koruzo, sojo in prašiči, a nimajo, ne vem, kokoši in tako naprej, zdaj imajo tudi, ne? Iowa je danes znana tudi po jajcih in seveda tudi po govedoreji, ampak imajo res monokulturno kmetovanje, kot je rekel predhodnik, ki je usmerjeno zlasti v izvoz. Torej v Iowi, če pogledate spodaj, to temno rdečo, vidite koruzo, sojo, prašiče in govedo. Za kakšno državo gre? To je država, ki je približno 7-krat večja po površini od Slovenije. Ima pa 3 milijone prebivalcev. Ima 85% kmetijskih površin. Ne? Ima 154 tisoč kmetovalcev, pa nekje 72 tisoč delavcev v kmetijstvu. Po podatkih iz leta 2023 ima približno 87 tisoč kmetij, pri čemer je povprečna velikost kmetije 145 hektarjev. Povprečna. In na kmetijah živi 1,8 kmeta, po statistiki rečeno, se pravi, več kot eden kmetuje. Koruza. V centru so mi rekli, če bi bila Iowa svoja država, če ne bi bila zvezna država ZDA, bi bila 4. proizvajalka koruze na svetu. Proizvede 16% nacionalne proizvodnje in 13% proizvodnje soje. V Iowi je 23 milijonov prašičev in 4 milijone glav goveda. Kot gospodarski sektor kmetijstvo v Iowi prispeva 17% BDP-ja. V Sloveniji je koliko kmetijstvo prispeva, mislim, da nekaj manj kot 2%. Za primerjavo. Torej, prišla sem v ta center. Center ima malo osebja. Kaj dela ta center? Ta center razvija vse državne preventivne in izobraževalne iniciative na področju varnosti in zdravja v kmetijstvu. Kaj to pomeni? To pomeni, da oni ne izvajajo svetovanj in teh storitev, ampak mrežijo raznorazne svetovalce za kmete glede na njihove potrebe in problematike. Torej, če rabijo kmetje nekoga, ki bi jim svetoval glede reprogramiranja kreditov ali pa dolgov, oni zrihtajo najboljše svetovalce, ki grejo do kmetov in jim to povedo. Če rabijo nekoga za stiske, za duševno zdravje, za preventivne programe samomorilnosti, oni mrežijo te svetovalce. Torej, oni sami ne svetujejo, ne izvajajo tega, ampak mrežijo svetovalce za posamične probleme. Tukaj imate, še prej sem pozabila, če pogooglate recimo ta iCache, oni tudi organizirajo, in jaz sem bila prisotna, vseameriško konferenco o varnosti in zdravju pri delu v kmetijstvu, ki me je fascinirala, s tem trajala je 5 dni, vedno gledajo, da je ta konferenca organizirana v ruralnem okolju, vključijo lokalne kmetovalce in pridelovalce hrane, ki potem seveda nas so ne vem, organizirali razne kosila, večerje, coffee breake in tako naprej. In tisto, kar sem prvič videla, pa sem raziskovalka že 35 let, je bilo to, da so bili na konferenci kmetje. Na znanstveni konferenci so bili kmetje v veliki večini. Pa ne samo kmetje, bili so tudi odločevalci, bili so tudi bankirji, in bili so tudi predstavniki zavarovalnic.
Lahko si predstavljate, kakšne so bile debate po določenih predstavitvah. Tukaj vam kažem eno netipično ajovsko kmetijo z določenim namenom. To je Wilsonova sadjarska kmetija in sicer z namenom, da pritegne na kmetijo ne kmeta. Torej v Ajovi, kar bomo kasneje videli na posnetkih, praktično več ni ruralne skupnosti. Tam vasi ni. Tam so ogromne kmetije. Prvi sosed določenega kmeta, ki ima koruzo, je oddaljen 20 do 50 milj. Torej, vi ne morete iti k sosedu na kavo, na debato, na kozarček vina ali karkoli, ne morete računati na njegovo pomoč. Torej, te velike površine, 7-krat večje od Slovenije, če si lahko predstavljate, to so res razsežnosti, ki sem jim bila priča in sem potem šele razumela, zakaj je glavna težava v duševnem zdravju kmetovalcev osamljenost. Torej, kako se znajdejo kmetje? Povabijo nekmete, organizirajo recimo vikend na kmetiji. To pomeni, da vi pridete z mesta in vas kmet popelje po svojih lokacijah, da pobirate jabolka, maline, pač karkoli tisti dan pobira. Potem to, kar vi poberete, določeno košaro jabolk, vam lahko izplača. Nima delovne sile, je zelo vesel delovne sile, vam izplača. Ali pa zamenjate ta jabolka za izdelke, ki jih ima v svoji lokalni trgovini. Hkrati pa ne kmetje se prvič z oči v oči lahko srečajo s kmetovalcem, ki v taki državi, ki ima industrijsko kmetovanje, je silno težko. Tam zasebna lastnina tudi je drugače obravnavana kot recimo pri nas. Tam, da bi ti šel kar sam na zemljo enega kmeta, te lahko tudi ustreli. In to bi vsi razumeli. Hočem reči, vsi so oboroženi, zasebnost je varovana z orožjem. Tako da je to, taki dogodki so recimo silno redko. Meni so spominjali taki dogodki na demonstracijske kmetije ali pa na dan odprtih vrat, ampak tam to ni redna praksa, da ti povabiš ne kmeta na kmetijo. Je pa vedno večje povpraševanje po tem. Tukaj tudi vidite, Ajova ni panonska nižina, ni ravna država, čeprav imajo ravnine, ampak je zelo valovita, čeprav ni nekega hribovja ali pa gorovja, ker je to prerija. Imajo izjemno rodovitno črno prst, posledično tudi zato gojijo koruzo in sojo. Tako nekako izgleda oglas. Danes pobiramo te sorte jabolk, te sorte malin, te sorte rož, imajo ogromno pokrovnih rastlin. Zaradi drugega dejstva, ki ga mogoče tle v Evropi še ne doživljamo, pa upam, da ga ne bomo, izjemno onesnaženost voda. Gostiteljica, ko je bila v Sloveniji in ko smo jo peljali na panoramsko cesto in smo jo peljali na en izvir, da je lahko vodo pila, ni mogla verjeti. Mississippi, Missouri, Raccoon River, to so skrajno onesnažene reke, ki žal povzročajo tudi tako imenovane mrtve cone v Mehiškem zalivu, to ste verjetno slišali, in žal je to prispevek industrijskega kmetovanja, nitratov, umetnih gnojil in tako naprej, ki se spirajo v rečna omrežja. Torej, jaz sem bila opozorjena, da naj ne pijem vode. Dejansko 3 mesece nisem pila niti iz mestnega vodovoda, ampak ustekleničeno vodo in tudi tako sem si kuhala, ker je ogromno bolezni zaradi onesnaženih voda. No, tako nekako, recimo, zgleda, da greste na določeno lokacijo, poberete, rože, jabolka, karkoli že. In tako kot ta fant za mano, zamenjate ta jabolka z nekim izdelkom v trgovini tega kmeta, ki jih on recimo prodaja. Seveda je poskrbljeno za zabavo. Ta dan, ko sem bila jaz tam, se je zvrstilo 8 različnih bendov, ker skušajo na nek način narediti res en tak dan, da lahko družina preživi cel dan tam s hrano, s pijačo, z muziko in na vse zadnje tudi z vrtcem za otroke. Tukaj spodaj je bila taka senena kopica in otroci so skakali dol, zdaj tukaj že ni. Tako da skušajo poskrbeti prav za vse. In na ta način dejansko vzpostavljajo tisti stik, ki ga tudi po njihovih raziskavah
imenujejo konflikt med kmeti in nekmeti. Z vas sem pripravila eno organizacijo, prej smo govorili o nevladnih organizacijah, v Ameriki je nešteto nevladnih kmečkih organizacij. Pa zdaj ne govorimo o, združenju ekoloških kmetov, pa prašičerejcev, pa govedorejcev, ampak gre za take organizacije, kjer kmetje skušajo sodelovati na raznih področjih z raznimi tematikami. Tega je neverjetno dosti, jaz nisem mogla verjeti, samo v Iowi jih je bilo preko 30, v ostalih državah pa še toliko več. In vsi so izjemno vpeti. Vsak, s katerim sem govorila, s kmetovalcem, je vpet vsaj v 5 takih nevladnih organizacij. Organizacija Practical Farmers je taka organizacija, ki, če si član, zbereš neko temo, preko te organizacije oglašuješ to temo po celih ZDA in dejansko pridejo kmetovalci in kmetovalke iz različnih držav ZDA tisti dan na tvojo kmetijo. Kaj se dogaja? To so lahko različne teme. Od takih tem, kako dobiti koristno informacijo o mehanizaciji, kje se najboljše kaj prodaja, do te tematike, o kateri bom danes govorila. Tisto, kar pa so me na Centru za varnost in zdravje pri delu opozorili, tudi skozi take organizacije kmet organizira razpravo z drugimi kmeti o stiskah, duševnem zdravju in samomorih. Tudi organizacija White Angels je recimo taka, kjer uspešni kmetje prosto spregovorijo o tem in ostali kmetje, ki pridejo iz drugih predelov držav, njemu zaupajo. Ne bodo šli psihologu, bodo pa šli recimo na take dogodke. To je tipična kmetija v Iowi, koruze. Jaz sem bila oktobra tam, ko je bila že žetev. Tako si predstavljate, zgoraj so silosi, levo so poslopja, pa še hiša. A vidite kakšne druge kmetije? Dobro, zdaj je to taka perspektiva, da ne morete videti, ker sem od spodaj gor slikala, ne z ceste. Dejansko, jaz, ko sem bila recimo v tej hiši, kjer smo se srečali, preden smo šli na drugo kmetijo, kamor je segal horizont, jaz nisem videla nobene kmetije. Potem si lahko predstavljate, če živite na taki kmetiji. Zlasti ženske, zakaj ženske nočejo na kmetijo? Dejansko so osamljene. In jaz sem bila recimo prisotna na 2 konferencah, ker sem najprej mislila, da nečesa ne razumem, ker so govorili o podhranjenosti kmetov. In sem rekla, zakaj podhranjenost? Jaz le nekaj ne razumem, ali kako, kaj zdaj, slaba hrana, ali kako. Ker ni več vasi, ker ni ruralnih skupnosti, ker so tako veliki, je mislite, katera institucija je edina, ki je ostala na podeželju? Katera? Ne, cerkveni. Ne, niti cerkveni. Kako? Ne, gostilni, šolni, poštni, gasilskega doma, nič ni. Pumpa, tako, bencinska postaja za mehanizacijo in kmetje, ker so žene zaposlene zunaj kmetije, to pomeni 4 ure v bolnišnici, šoli in tako naprej strani z kmetije, se prehranjujejo fast food na bencinskih črpalkah, posledično že beležijo strašno podhranjenost kmetov, ne glede na to, koliko so bogati. Najprej sem mislila, da nekaj narobe razumem, ko sem pa to poslušala že 3., sem jih vprašala in so mi to raziskovalci razložili, da to zdaj pri njih eden večjih problemov, razpad podeželja. No, tako smo se odpeljali iz te kmetije, najprej smo se srečali na njej in tako kot pri nas, seveda skozi to organizacijo najprej kaj naredijo. Moraš se registrirati in moraš izpolniti papir, kjer poveš, zakaj si prišel tja in kaj boš prispeval k temu dnevu. Katere tematike, ne samo da boš ti tam recimo sedel, jedel pa malo poslušal, ampak kaj boš naredil za community. Potem, ko smo pojedli, smo šli dol, tle se ne vidi, v Skedden, kjer so bile okrogle mize, ni bilo tako ex katedra, ampak okrogle mize, kot recimo pri, teh filmskih raznih dogodkih, in kjer si se usedel in tisti, ki se je zraven tebe usedel, si začel z njim komunicirati. O čemerkoli. S kje si, odkot prihajaš, kaj delaš, zakaj si tukaj, zakaj te to zanima in tako naprej. In tako so recimo 1 uro ob hrani komunicirali in so se že grupirale take skupine zainteresiranih za določeno tematiko. In potem smo se odpravili na kmetijo Jenkinsa, to je tudi taka tipična kmetijska krajina, to je ta, on je organiziral, ki je predaval potem na svoji kmetiji
On pa nima niti enega ara lastne zemlje, ampak najema zemljo za regenerativno pašo svojih ovac, ki jih neposredno prodaja na svoji kmetiji in vzgaja pse čuvaje. Hkrati pa ima še podjetje za mobilno ograjo, kajti te ovce se pasejo na določeni lokaciji, potem jih premesti in je seveda tem kmetom predaval oziroma vsem nam, tlele vidite, tudi kako, kje dobiti te ograje, koliko stanejo te ograje in tako naprej. Glavna vrednota, ko so ga spraševali, zakaj se je tega lotil in tako naprej, je bil, kaj mislite? Cash flow, business. To se splača. Ja. To, kar so mi povedali na Centru za varnost in zdravje pri delu, takih dogodkov, to ni nekaj samo po sebi umevnega, kot mogoče pri nas, demonstracijske kmetije. Amerika je skrajno individualizirana družba. Tekmovalnost je osnovna vrednota. Da bi bilo tako sodelovanje, je silno redko. Ampak ta sodelovanja oni registrirajo že zadnjih 10 let. Kmetje se zelo, zelo povezujejo in tudi na centru so rekli, manj ko se država z njimi ukvarja, bolj oni skrbijo drug za drugega. Ko sem rekla, kako pa gre to skupaj s tekmovalnostjo, so rekli, to smo tudi mi, to tudi nas zanimalo, ampak očitno gre. Očitno gre. Drugi intervju, ki sem ga zbrala, namreč tam sem opravila več kot 20 intervjujev z oblikovalci programov za psihološko pomoč in pa raziskovalci o tej temi, je Jenna Gibbs, ne naključno, zaradi tega, ker se ukvarja z naslednjo generacijo kmetovalcev. To so kmetovalci stari od 18 do 25 let, ki študirajo, to je pogoj. Preko svoje nevladne organizacije Agricultural Health and Safety Alliance, ta organizacija deluje v 5 državah, v ZDA, Kanadi, Avstraliji, v Evropi pa na Švedskem in Danskem. Zdaj skušajo priti tudi v vzhodno Evropo, v Srbijo, Romunijo, pa celo v Afriko. Skušajo motivirati mlade, da spremenijo kulturo varnosti in zdravja pri delu in preko njih vplivati na starejšo generacijo. Ker je mlajša generacija bolj odprta. Ona sama je doktorica znanosti, predava na univerzi v Iowi, je finančna direktorica te nevladne organizacije, išče sponzorje, kajti sponzorji so nujen del te organizacije, to so razna podjetja, ki zagotavljajo varnostno opremo, ki jo ona promovira na teh svojih izobraževanjih, se pravi, vsi slušatelji to opremo dobijo, ali so to posebne obleke, zaščita pred vročino, ki merijo puls, ki merijo možnost za te infarkt, do mask, če delaš s perutnino in tako naprej. Se pravi, vso varnostno opremo in to varnostno opremo dobi s podjetji, s katerimi sklene sponzorske pogodbe. Financirajo se federalno, sponzorji in pa z štipendijami. Glavni viri stresa pri mladih, mislim, da to boljše veste kot jaz, ampak nas je zanimalo, ali so podobni pri njih kot v Sloveniji. No. Časovni pritisk staršev. Večina teh mladih, s katerimi oni delajo, pravi, da so razpeti med domačo kmetijo, delom na kmetiji in študijem. Starši običajno nimajo posluha za izpitno obdobje. Ko imajo oni največ dela, da opravijo izpite, je tudi največ dela doma. In to staršev ne zanima. Ko je delo mora biti opravljeno. Takrat doživljajo hude pritiske, ogromno je tudi depresije, ogromno je tudi samomorilnih misli in tako naprej. In seveda, kot tukaj piše, to imam iz etnografskega dnevnika, mladi ne želijo biti zgolj delavci na kmetiji, vidijo se kot menedžerje kmetijskega družinskega podjetja, zato študij jemljejo skrajno resno. Največji stresor, ki ga opažamo med mladimi, pravi Jena, je upravljanje s časa. Počutje so potegnjeno v 2 različni smeri, kot sem rekla, delo na kmetiji in učenje. Mladi tudi sprašujemo, ali mi je pomembnejša varnost na delovnem mestu ali hitrost opravljenega dela in rečejo, da hitrost zaradi pritiska staršev. Hitrost pa je skregana z varnostjo in zdravjem pri delu. Tveganje za poškodbe je toliko večje. Nočem vas moriti statistikami, gre za enega bolj ogrožujočih poklicev v Ameriki, kar se tiče poškodb na delovnem mestu, smrti zaradi samomora, zdaj so že žal prehiteli veterane. Podatek, ki pa me je presunil, je pa ta, da vsake 3 dni po statistiki umre en otrok na kmetiji. Imajo te raziskave, mi jih nimamo pri nas, ne vem, kako se to
Upam, da tega pri nas ni v taki meri. Tako, naslednji stresor pa je vladna regulativa na področju varnosti in zdravja pri delu. Mladi nočejo slišati, da nekaj morajo, ker tako hoče vlada. Ne marajo pokroviteljskega odnosa, da sebe zaščitijo zato, ker nekdo drug misli, da je to dobro. Bi se pa prostovoljno, so dovolj izobraženi, se zavedajo tveganj, tako glede živine, kot mehanizacije, kot kemikalij in vsega, in pravijo, da hočejo to doseči prostovoljno. Ne pa zato, ker morajo. Regulativa je tudi tam, pa ne samo na tem področju, to, kar sem pač prej poslušala, tudi tam pri mladih nekaj, kar ne marajo oziroma kar ne slišijo radi. Kako se pa spoprijemajo s temi težavami? Uživanje alkohola, hobiji kot so lov, ribolov, streljanje z orožjem in rekreacijske dejavnosti na prostem. To vse na podlagi raziskav. Udeležba programov psihološke podpore, s tem nimajo težav. Če pri nas je to lahko tabu tema, v Ameriki je to pa že druga skrajnost. Praktično rečejo, vsaka družina ima svojega šrinka. Tam ni težav, ampak pri mladi generaciji, ne pri moji, pa starejši, pri mladi generaciji. In ta nevladna organizacija od Jane Gibbs, kaj dela, oni na nek način mrežijo in spodbujajo že obstoječo infrastrukturo pomoči za kmete na fakultetah. V Ameriki namreč ni univerze brez psihološke pomoči študentom, ne samo v tem primeru, ko gre za mlade kmete. In potem skozi že obstoječe programe in kurikulume uvajajo tematike glede varnosti in zdravja pri delu in glede preventivnih iniciativ preprečevanja samomorilnosti. Kaj pa je problem? Problem je, ker oni tako kot center v Iowi mrežijo tudi nacionalne centre, da se mladi pritožujejo, tako kot večinoma tudi kmetje, da jih to osebje na drugi strani telefona ne razume. Ne razume njihovega načina življenja, ne razume identitete, fokusirani so na simptomatiko, pogosto mislite na samomor, ono tretje, četrto, ne razumejo pa, kaj pomeni način življenja kot kmetovalec, in zaradi tega tudi njihovi nasveti, kaj naj naredijo, niso uporabni. Zato imajo v Ameriki v vseh teh izobraževanjih in vseh teh, ki se ukvarjajo s psihološko podporo, nujna izobraževanja o kulturnih kompetencah kmetovanja. Torej, če ti ne poznaš dejavnikov tveganja na kmetijah, načina življenja, ne moreš biti na drugi strani SOS linije. Da tudi lahko daš, da ne boš rekel, ne vem, ko je žetev, ko so rukerji, zdaj pa pejte 3 tedne na dopust, ko ste malo zmatrani, pa je zgoreli, to ne gre. Ampak ne vem, probajte na 2 uri se ustaviti, raztegniti noge, 5 minut, spite vodo in tako dalje. Hočem reči, nujen pogoj ni to, da ti izhajaš iz kmetije, kot nekje drugje po Evropi, ampak da vsaj imaš to izobrazbo. Seveda si tudi oni želijo teh svetovalcev, da bi izhajali iz kmetije. Ampak zaradi trenda večanja kmetij, manjšega števila kmetov in tako naprej, tudi teh poklicev ne morete več dobiti. Govorila sem z 20 oblikovalci teh programov in so rekli, mi smo zadnja generacija, ki smo še živeli na kmetijah, zdaj ti mladi, ki prihajajo, pa nimajo več te izkušnje. Morajo pa iti skozi izobraževanje o kulturnih kompetencah v kmetijstvu. Mladi nimajo težav spregovoriti o samomoru, žal pa niso uspešni pri prenosu praks varnosti in zdravja pri delu na svoje starše. Starši so neomajni, zlasti moški, očetje, detki, pravijo, da ta denar je stran vržen denar in da če bodo dali denar za taka izobraževanja, se bodo pomehkužili. Kar mislim, da je zelo podobno tudi pri nas. Tukaj ni daleč od Slovenije. Tako izgleda kmetijska krajina v Iowi. Namenoma sem šla z Greyhound avtobusom, kar je svojevrstna izkušnja. Če avtobus zamudi 4 ure, je to povsem normalno, noben se ne sekira, kajti javni prevoz v Ameriki je nekaj, kar noben ne uporablja. Na tem avtobusu smo bili 3. Ko sem šla v Omaho, to so pač fotografije iz avtobusa, ogromno je vetrnic, ogromno je solarnih panelov, to so pa tudi subvencionirani obnovljivi viri, vsak, ki jih postavi na svoji kmetiji, dobi 25% nepovratnih sredstev.
tako izgledajo kmetije, kot smo že prej videli, a ne? Vasi ni. No, v tem centru, ki je v Nebraski, v državi Omaha, ta center je pa toliko velik in obsežen, tudi v okviru Univerze v Nebraski, tudi na medicinski fakulteti, na fakulteti za javno zdravje, torej delajo hkrati svetovanja kmetom, raziskave in outreach, kot oni rečejo, ozaveščanje. A ne? Torej, oni pokrivajo 7 držav, torej svoje lastne kmete pošiljajo na izobraževanje in tako naprej vseh teh 7 držav. To ne pomeni, da grejo fizično tja, ampak to so vse online webinarji, razne SOS linije in tako naprej. Ampak karkoli kmetje v Omahi potrebujejo, jim ta center zrihta. Vse, ne samo mene zanimalo pač programi psihološke podpore ali pa socialne podpore, tukaj je vključeno vse od mehanizacije, prodaje, trgov in tako naprej. Na tem centru sem se najprej srečala z nevladno organizacijo, ki mi je bila silno zanimiva, to je AgriSafe Network. Zakaj mi je bila zanimiva? Ker to je organizacija oziroma to so podeželske medicinske sestre, ki jim kmetje najbolj zaupajo, bolj kot kmetijskim svetovalcem. Imajo izjemen uspeh. Ampak poglejte, ta nevladna organizacija je potrebovala 20 let, da je pridobila zaupanje kmetov in da so vzpostavili ta network. Ne? 20 let. Jaz upam, da pri nas ne bo trajalo 20 let, ko se bomo šli podobne stvari. Ta Farm Response izobraževanje je pa tisti, ki sem vam rekla, da morajo te medicinske sestre, če niso recimo iz kmetij same ali pa socialne delavke, nujno na izobraževanje o kmetijskih kompetencah. Agricultural competencies oni rečejo. Ne? To je nujno. Torej, ukvarjajo se z ozaveščanjem o duševnem zdravju na podeželju, ne zagotavljajo storitev, ampak ponovno, podobno kot prejšnji center, mrežijo strokovnjake o duševnem zdravju in izobražujejo vratarje, ki so v stiku s kmeti. To so kmetijski svetovalci, to so vsi, ki s kmeti delajo, to so tudi bankirji. Torej, vse, ki so z njimi v stiku, oni izobražujejo. Zakaj? Da lahko ocenijo stopnjo ogroženosti. Torej, če ti nekdo zaupa, da oceniš stopnjo ogroženosti in da mu lahko daš nasvet, kam naj gre, katero izobraževanje, kateremu svetovalcu in tako naprej, imajo pa vaučerje. Torej, njihovi kmetje dobijo vaučerje tudi za psihološko pomoč, če imajo težave, to je zastonj, da lahko obiščejo, ne vem, psihoterapevta. Oblikujejo tudi spletne strani za delavce migrante, to je posebno poglavje, o tem bi lahko imela posebej predavanje, tako da bom to danes spustila. No, tega raziskovalca izpostavljam zaradi tega, ker me je silno presenetilo, to je inženir ergonomije, redni profesor na univerzi in raziskovalec na tem centru. On je tisti, ki skupaj s svojo ekipo seveda izboljšuje kvaliteto življenja kmetov, ki so telesno ovirani ali pa psihično ovirani. Nisem mogla verjeti, ko mi je razlagal, da oblikujejo posebne ekrane za kmete, ki imajo že diagnosticirano demenco ali pa Parkinsonovo bolezen in imajo ovirano kognicijo. Sem kako, kakšne ekrane, zakaj? Rekel, za voziti traktor. Sem kako pa lahko tak človek vozi traktor? Rekel, lahko. Potem je recimo razlagal, kako izumljen naprave, recimo, tukaj je en tak primer, kako je bil mlajši gospod, ki je utrpel poškodbo v prometni nesreči, o kmetu govori, izgubil je noge, predtem pa je bil kavboj na ranču in je s konjem gnal živino. Ranči, oni delajo razliko med rančerji pa kmetovalci, to so tisti, ki se ukvarjajo z živinorejo in to so res tudi 15,000 glav goveda, jih žigosajo, krmijo in tako naprej, bolne odnašajo ven, skratka zelo nevarno delo in ti delavci, ki delajo, rančerji, ki delajo s to živino, imajo tudi po statistiki najslabše zdravje in največ nesreč, ne, ker je le masa. No, tega več let ni mogel početi, na to pa mu je program AgroAbility pomagal najti podjetje, ki je izdelovalo specializirana sedla. Mislim, da so jih uporabljali v nekaterih programih terapevtskega jahanja, ki jih izvajajo za ljudi z drugimi vrstami invalidnosti, vendar so ga popravili in mu omogočili, da se vrne na ranč in kmetuje. Torej, drug del intervjuja je bil o tem, kako je ta človek, ki je bil prej depresiven, ker se mu je zrušil svet, ker je bil pač invalid, ker nikamor ni šel, naenkrat lahko s pomočjo tega sedla ponovno šel na konja, nehal je imati antidepresive in
življenje se mu je ponovno osmislilo. Torej, tudi če imaš bolezen, tudi če si telesno oviran, inženirji ergonomije sodelujejo v tem centru zato, da izboljšajo kvaliteto življenja. V času, ko sem bila tam, je imel projekt Feed Yard Safety Culture, torej varnostna kultura na teh krmilnicah, ne vem, kako bi to prevedla v slovenščino, se pravi na teh rančih, in je najel antropologa, z njim sem tudi delala intervju, ki je 1 leto živel na tem ranču z migranti, delavci, zaposlenimi v kmetijstvu oziroma na tem ranču, da je ugotovil, zakaj ne uporabljajo varnostne ukrepe oziroma zaščitne ukrepe, kaj jim botruje, zakaj uporabljajo in zakaj ne uporabljajo. 1 leto, torej najel je drugega raziskovalca, da je to ugotovil in potem seveda ta povratna informacija je njemu pomagala, da je nagovoril te delavce na drugačen način, da so uporabljali varnostno opremo. Nazadnje sem še izbrala primer kmetije Emanuel, take klasične kmetije, ta je bila sicer v Omahi, ampak v Iowi nisem prišla do take kmetije, ker ti ne moreš kar priti na kmetijo pa delati intervjuje. To gre preko univerze v Iowi, preko tega centra, na katerem sem bila jaz. Kot sem rekla, zasebnost je tam posebna zgodba. No, to je bila pa večgeneracijska kmetija Emanuel. Pogovarjala sem se z 3 generacijami, se pravi s 3 mladimi sinovi, očetom in pa njegovim očetom in ženo Lindo, ki pa je glih ta podeželska medicinska sestra, ki je delala prej 35 let v bolnici, zdaj pa dela v AgriSafe Network, nevladni organizaciji, in preučuje oziroma pomaga ženskam v kmetijstvu in jih spravlja v razne programe zaradi teh stisk, ki jih doživljajo, depresij in tako naprej. Torej, to je tipična kmetija, silosi ponovno, tukaj vidite te njihove kamione, nisem vedela, je lokomotiva ali kaj je, ker so me še hecali, da naj se usedem, pa naj ga odpeljem iz hangarja, nisem znala. In ta njihova ikonografija, to so slike, ki so mi jih kazali desno, če vidite ortofoto posnetek njihove kmetije in to, ko imajo piknik in gledajo svoja polja, ali pa, ko so dobili recimo nov traktor na kmetijo. To so vrednote, preko katerih ne moreš iti. Tisto, kar me je presenetilo, je tipična kmečka hiša. Glejte, tako izgleda kmečka hiša. In prvo, kar mi je padlo v oči, da ni nobenega vrta, da ni mačke, da ni psa, da ni, ne vem, rož, da ni ničesar. Tako je tipična hiša kmečka v Iowi ali pa v Omahi. Hiša, ki je notri krasno opremljena z vso moderno tehnologijo, kinom in tako naprej, ampak ni. In sem rekla, kako, nimate neke zelenjave tle, mislim, za vas, za lastno porabo ali karkoli. Ne, kakšno zelenjave, to kupiš. To ni te navade. Ampak to je res ta industrijsko kmetovanje. Ni tega, kot so rekli. Ko so mi povedali, da ne boš presenečena, tukaj podeželskih skupnosti ni več, in sem si mislila, kako ni več, mislim, kaj zdaj pretiravajo. Ja, tudi tega ni. Ni te tipične folklore okoli kmečkih hiš, ki jo pri nas še vedno vidimo. Ker sinov nisem dobila, ker so bili že na drugih lokacijah, sem se pogovarjala s tem delavcem, najetim delavcem v tem času žetve, ki je izpostavil kot cilj napredek, verjetno zdaj ste tlele eksperti za kmetijsko mehanizacijo, mogoče to pri nas več ni problem, ne vem, meni se je zdelo zanimivo, ko mi je kazal te ekrane, da ko nalaga oziroma ko gre koruza, kako že na prikolco, da se ne rabi ozirati nazaj, ker imajo ogromno teh mišično-skeletnih in hrbteničnih težav, ampak da lahko gleda naprej v ekran. In torej glavoma naprej, to so spet te ergonomski popravki, zato da lahko, 14 ur sedi in dela. Ja, Tom. S Tomom je bila posebna zgodba. S Tomom sva se pogovarjala veliko o tem, kako se kmetuje v Sloveniji in v Ameriki in ni mogel verjeti, da ti lahko kmetuješ na 7 hektarjih zemlje, da je to kmetija. To mu ni šlo v račun. Ko pa sva se pogovarjala o težavah, glede na to, da je njegova kmetija 810 hektarjev koruze, in da ta njiva, na kateri sva bila tukaj, je bila dolga 1 miljo, karkoli mi je povedal,
je bilo isto, kot kar sem slišala od slovenskih kmetov. Ne? Kmet se rodiš, to moraš imeti rad, to je posebno poslanstvo, to ni samo poklic, to je identiteta in tako naprej. Potem sva šla dol, mi je kazal storže koruze, vse mi je kazal, kakšen je ta storž. To je bilo neverjetno, koliko je bilo strasti v tej pripovedi. In ko sem jaz njemu razlagala, kaj so meni kmetje v Sloveniji razlagali o težavah, tudi jaz sem bila recimo na naših kmetijah, ko so imeli žetev in sem se pogovarjala z našimi kmetovalci, me je objel, dal mi je dnevni zaslužek in je rekel, to je donacija za enega slovenskega kmeta. Je rekel, jaz ne morem verjeti, da nekdo v neki državi, ki je praktično prvič zvedel, kje je, neka Slovenija majhna, da govorimo isti jezik. Da težave, s katerimi se oni srečujejo tudi pri nas. Da tisto, kar je njim všeč v Sloveniji, je všeč tudi njim. Torej, ne glede na različno kmetovanje, različen, dajmo reči, politični sistem, so zgodbe zelo podobne. Tisto, kar nas je tudi raziskovalce silno presenetilo. To je pa njegov oče, ki je še pri 90 letih normalno, ko se dela, ne? No, ima 8 otrok, Tom je eden od 8 otrok, eden od 4 sinov, ima še 4 hčere. En star je bil silno duhovit, najprej mi je rekel, daj skoči dol pa poberi tisto koruzo, ki mi je padla, pa malo razmeče, da me ne bo sin zafrkaval. Potem je povedal, kako je kmetovanje njegova usoda. To je nekaj, kar pač je in da ga ne motijo nihanja gore dole, je rekel, še zmeraj smo se zmazali. Ne glede na to, koliko časa sem že živ in kakšne spremembe vse sem že doživel v teh svojih 90 letih. Ja. Linda, žena Toma, se pravi snaha tega gospoda, to je bilo spet iz intervjuja, ko sem jo vprašala, kakšna so vaše opažanja kot izvajalke programa o duševnem zdravju in kmetovalke o kmečkih ženskah. Se bom hiter, 5 minut. In je tako povedala, ženske na podeželju smo odgovorne za vse, kar se dogaja v skupnosti, ki jo praktično ni. Moja generacija se razlikuje od generacije mojega tasta ali tašče, pa Linda je blizu 60. Tudi moja mama je ostala doma na kmetiji in skrbela za družino. Svojim fantom sem pogosto rekla, da jih bom vzgojila drugače, kot je njihova babica vzgajala njihovega očeta. Takrat so njeni sinovi rekli, mami, zmanjkalo nam je mleka, in mama je ostala od mize in šla po mleko. Jaz pa sem vztrajala, fantje, ni razloga, da ne bi mogli oprati perila, ni razloga, da ne bi mogli iti po nakupih. Mislim, da smo v stanju prehoda, vendar je veliko stresa. Še vedno smo ženske lepilo, ki vse drži skupaj. Žalostno je, da nismo prepoznane. Še vedno smo videti kot žene kmetov. Sem kmetica, saj sem tam skupaj z njim in mu pomagam. Morda nisem tam 24 ur na dan, vendar sem tudi jaz tista, ki prinašam denar, imam zavarovanje, da lahko udobno živimo. A je to drugačna zgodba, kot bi jo slišali pri nas? Kaj storijo ženske, ko so pod stresom na kmetiji? Mislim, da ga včasih ponotranjijo in ga držijo v sebi, dokler ne izbruhne. Običajno je v to vključenega veliko alkohola. Ne, da bi bilo to slabo, vendar ni zdravo. Nekatere telovadijo, kar je dobro in zdravo, nekatere so vključene v delovne skupine ali cerkvene molitvene skupine, mislim pa, da je pogovor najboljše zdravilo. Levo spodaj Linda, moja gostiteljica, spet ena naprava, o kateri so mi razlagali pol ure, kakšne amputacije povzroča. To so bile zgodbe, ki jih nisem hotela, ampak sem jih pač poslušala, ker me je to profesionalno zanimalo. Ogromno je tudi nesreč v silosih, zadušitve in tako naprej. In pod tem traktorjem, pod tem kamionom, to boste verjetno vi boljše vedeli, so taki posebni vozički s takimi vrtljivimi zadevami, ki izgledajo mogoče nedolžno zame, ker sem totalen analfabet, ampak ti elevatorji oziroma ta dvigala, če si malo nespreten, ti lahko odrežejo prste, roke in tako naprej, kar je tam skoraj da na dnevnem redu. Zanimivo je bilo za zaključek, da so vse gostiteljice, imela sem 4 gostiteljice po sosednjih državah, rekle, da ni res, da kmetje odklanjajo zdravnike. Da številke kažejo, da so dovzetni za zdravniške preglede, a da ni zdravstvenega osebja, ker ga ne dobijo na podeželje. Podobno kot pri nas, tudi njihovi zdravniki morajo imeti normo, recimo 10 000 pacientov. Ob takih razdaljah,
kot sem vam kazala, na podeželju, kjer je ena kmetija, 20 mil druga kmetija, 30 mil tretja kmetija, težko dobiš zdravstveno osebje. In kmetje morajo iti v mesta. To je tudi 4-5 ur, za njih nekaj povsem običajnega, v oddaljeno področje. Bolj hrana za razmislek, kot da bomo zdaj o tem debatirali, kako pa je pri nas? Imate slab dostop na podeželju, pomanjkanje osebja, osebje mogoče nima kulturnih kompetenc, vas ne razume, ali se o težavah v duševnem zdravju še ne želimo pogovarjati. Hvala. Še pogled z aviona o njihovih parcelah, ki so nekoliko drugačnejše od naših. Veliko je še tega materijala, že zdaj vas vabim, da si mogoče preberete čez 2 leti knjigo, ki jo pišem tudi že 2 leti, ne samo o izkušnji v ZDA, ampak tudi o izkušnji na našem podeželju. Bila sem na terenu kot antropologinja 8 mesecev, tudi delala prostovoljno na kmetijah, zato da sem lažje razumela, kaj to pomeni stres v kmetovanju. Hvala lepa.